se naučili? Ja, na današnjem bootcampu so nam predstavili, kako se moramo osredotočiti bolj na stranko, ne pač končnega kupca, ne samo na business to business. Tako da so nam pomagali definirati problem pač končnega kupca, kdo so ti ljudje oziroma kakšne težave s kakšnimi težavami bi se spopadali, pa kako bi naša aplikacija pomagala v njihovih zadevah. Izziv aplikacije ITO je zagotovo v tem, da gleda z dveh različnih zgornjih kotov. Z vidika business to business, kjer imamo na eni strani turističnega uporabnika, na drugi strani pa našo spletno rešitev, na drugi strani tudi business customer, kjer pa imamo dejansko kupca, ki bo uporabil, to je turista, ki bo potoval, ki bo našo aplikacijo uporabil za svoje potovanje. Arjan, dajmo. Spoznali smo še nekaj pomembnega, da pač znamo naš projekt, naš startup pravilno skozi časovno os opredeliti, kje smo, v kateri fazi smo, da se znamo še pravočasno odločiti glede segmentov, kako segmente pokrivamo. Dobro je, da ne gremo preveč široko, da se fokusiramo na en segment, ker namreč bomo bistveno bolj uspešni. Pravilo manj je več. Pravilo manj je več. In pač ugotovili smo, da končni cilj vsakega startupa je na koncu priti v fazo stabilnega poslovanja. In čim prej se fokusira, da začne prinašati denar. Pravzaprav na dolgi rok, dolgi cikli, kjer dobivaš denar zelo pozno, lahko v tem času pravzaprav že pogoriš. Čim prej denar, da potem se lahko reinvestira v nadaljne faze in delo.